Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji imamo 12 razvojnih regij. Ena od teh je tudi jugovzhodna Slovenija, ki vključuje Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko Ribniško. Več kot 3/4 te regije pa sodi med območja s posebnimi razvojnimi problemi. Mednje sodi tudi Pokolpje. Prav Pokolpje pa je tema današnje oddaje. To temo dobro poznajo tudi naši gostje. Z nami je Milena Glavač, direktorica Razvojnega centra Kočevje Ribnica. Ja, lep pozdrav. Gospod Peter Črnič, direktor Razvojno-informacijskega centra Bela krajina. In magistra Mojca Špec-Potočar, direktorica Razvojnega centra Novo mesto. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Pri razvoju regije pomembno vlogo igra tudi regionalna razvojna agencija. V jugovzhodni Sloveniji je to Razvojni center Novo mesto. Kakšno nalogo ima pri razvoju regije? Ja, res je. Regionalna razvojna agencija skladno z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pravzaprav v vseh 12 regijah po Sloveniji vodimo in peljemo enakomeren, skladen razvoj po posamezni regiji in seveda na ta način tudi pomagamo v Sloveniji, da se enakomerno razvija. Glede na programsko obdobje 2007-2013 in priložnosti za vstopom v Evropsko unijo pa regionalne razvojne agencije spodbujamo, da se črpa čim več finančnih spodbud oziroma evropskih sredstev in seveda s tem spodbuja na vseh področjih življenja in bivanja v posamezni regiji. Torej, regionalna razvojna agencija skupaj z območnimi podpornimi institucijami dejansko celo območje pokriva in seveda tudi sodeluje in je nekakšna vez med ministrstvi, med državo in seveda med občinami, lokalnim prebivalstvom in na osnovi potreb, stanja v posameznem območju seveda tudi odreagira in dela v tem ustrezno. Kot že rečeno, med območja s posebnimi razvojnimi problemi sodi Pokolpje. Kakšna je zdaj situacija tam? Ja, kot ste že omenila, naša regija, jugovzhodna Slovenija, ima 3 subregije. Se pravi Dolenjsko, Belo krajino, Kočevsko Ribniško. No, 2 leti nazaj, ko se je začela ta gospodarska kriza, je bilo v naši regiji zaznati hitro povečevanje stopnje brezposelnosti in prav zaznano je bilo glede na vse trende tudi problemsko območje, se pravi na vseh področjih življenja v subregiji Bela krajina in seveda tudi Kočevsko-Ribniškem. Največja stopnja brezposelnosti se je takoj pokazala predvsem v Kočevskem, torej in območno razvojno partnerstvo, ki je že nekaj let delovalo na tem območju, se pravi je pravzaprav ugotovilo, da je v okviru Pokolpja, torej 7 občin, dejansko problemsko in je tudi zaznano skladno z zakonom in uredbo o problemskih območjih, torej o endogenih regionalnih spodbudah in seveda regionalna razvojna agencija mora poskrbeti za to, da koordinira in začne postopke v zvezi z izvajanjem in finančnimi spodbudami, ki jih daje država skladno z zakonom za takšna problemska območja. Za reševanje gospodarskih težav je vlada sprejela program za spodbujanje konkurenčnosti in razvoj Pokolpja. Kaj vsebuje ta program in kakšno vlogo ima pri tem regionalni center oziroma razvojni center? Ja, program Pokolpje je celovit program za obdobje 2011 do 2016 in seveda je namenjen predvsem zaradi takšnih situacij, ki so trenutno, ki veljajo za teh 7 občin, obmejnih območij. Pravzaprav gre za 7 ukrepov v okviru tega programa. Program pa je seveda namenjen spodbujanju razvoja, enakomernega razvoja, podjetništva in seveda tudi s pomočjo finančnih dodatnih shem, nepovratnih sredstev in hkrati s tem, da se vlagajo tuji in vračajo tuje in domače investicije, da se vlaga v investicije, da se ustvarja nova delovna mesta in da se prepreči beg možganov iz teh območja navzven. Torej, tak celovit program pravzaprav v okviru teh 7 programov je nekako namenjen in podpira vso dejavnost tako na področju sociale oziroma zaposlovanja kot na področju investicij in spodbujanja podjetništva.
Torej, v okviru teh 7 programov se izvajajo že skoraj vsi ukrepi. Vsi ukrepi v prvih 2 letih, to se pravi v letu 2011 in 2012, pravzaprav ne moremo zdaj reči, da so že merljivi rezultati. Rezultati se sicer že kažejo. Moram reči, da je na razpisa v ukrepu 1, pravzaprav 2 razpisa, ki sta že bila javna razpisa oziroma poziva za začete investicije in seveda ustvarjanje novih delovnih mest, dejansko že nekako 50 takšnih prijav oziroma uspešno realiziranih in se realizirajo projekti, ki bodo ustvarili v okviru 2 let 227 novih delovnih mest. Torej, ukrepi in rezultati se kažejo, kakšni pa bodo, pa bomo videli konec obdobja 2016. Uresničevanje programa Pokolpje se v zadnjem letu aktivno vključuje tudi Razvojni center Kočevje Ribnica. Kakšne so razvojne priložnosti v Pokolpju na osnovi tega programa? Ja, pri nas vidimo velik doprinos k razvoju s tem programom. Naše območje, kot je že direktorica povedala, je razvojno zelo šibko. Po podatkih gospodarski pokazatelji kažejo, da naše območje zaostaja kar 20% za povprečjem Slovenije, za povprečjem te regije jugovzhodne Slovenije pa celo 30%. Po dodani vrednosti, po dobičku na zaposlenega. Brezposelnost je velika, v Kočevju celo okrog 20%, tako da ta program dejansko nam omogoča, da je naš gospodarski razvoj nekoliko hitrejši, kot je bil doslej. Predvsem je pomembno, da lahko investitorji na osnovi javnega razpisa, ki je namenjen prav njim, pridobijo nepovratna sredstva v različni višini, do 50% celo za mala podjetja, 40% za srednja in 30% za velika. To je zelo pomembno in to se nam zdi zelo dobra stvar, da omogoča dodaten razvoj. Poleg tega lahko investitorji pridobijo tudi povračila prispevkov za novo zaposlene delavce, saj je cilj programa, da se dvigne dodana vrednost, ki je nižja od povprečja, in cilj programa je tudi dodatno zaposlovanje zaradi tako visoke brezposelnosti v našem območju. Poleg tega ta program predvideva, da se tudi infrastrukturne ovire zmanjšajo, to se pravi, predvideva tudi, da se območje odpre, da se približa ostalim središčem v Sloveniji. Tako da vse skupaj, vsi ti ukrepi skupaj ocenjujemo, da so dejansko dobri in da smo na pravi poti, da dosežemo više rezultate. Spravi, kako tem ocenjujete to realizacijo ukrepov, s katerimi se dosegajo ti cilji tega programa? Program je, kot je že bilo rečeno na začetku, v bistvu začeli smo dobro, veliko prijav, denarja na razpisih je celo bilo premalo, so bile potrebe večje, ocenjujemo, da začetek je dober, vendar bo potrebno še veliko postoriti in narediti, da bo pa dejansko dal tiste rezultate, ki jih vsi pričakujemo in si jih želimo. Predvsem bo potrebno verjetno veliko narediti tudi na privabljanju tujih investitorjev na naše območje, saj naša domača podjetja ne bodo zmogla vsega tega bremena, če tako rečem, da bi dodatno 400 novih delovnih mest smo si zastavili v tem programu, tako da verjetno so in domača podjetja tista prva, ki jim želimo pomagati, vendar pa želimo pritegniti tudi verjetno kakšnega investitorja drugot, da vidi tukaj na našem območju poslovno priložnost. V ta namen smo pripravili tudi spisek oziroma seznam prostih površin, tako zvanih poslovnih industrijskih con, tako pri nas na Kočevskem, kot tudi v Beli krajini. In v bistvu s to brošuro oziroma to informacijo dajemo tudi navzven, tako da želimo, kot sem rekla, pritegniti tudi investitorje od zunaj. Gospod Črnič, če govorimo na eni strani o razvojnih priložnostih v regiji, na drugi strani lahko govorimo tudi o pomanjkljivostih, nevarnostih, slabostih regije. Kakšne so te, ko rekla, slabosti v jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Pokolpju? Mogoče najprej, če se navežem na besede
kolega gospe Glavač, že potekajo neki pogovori z tujimi investitorji in tudi pričakujemo, da se bo v nekem doglednem roku tudi kaj zgodilo na tem področju. Kar se pa tiče teh omejitev oziroma slabih strani Pokolpja, se je verjetno treba zavedati predvsem geografskega položaja. Mi smo le nekako iz juga in iz vzhoda mejimo na Hrvaško, se pravi, nas obremenjuje ta šengenska meja, ki upamo, da bo v kratkem padla. In pa seveda nasproti bolj razvitega centra jugovzhodne regije so tu Gorjanci in pa Kočevski gozdovi, kar nekako v povezave z slabo razvito infrastrukturo, predvsem prometno in energetsko, povzroča določene probleme. Treba se tudi zavedati, da je imelo to področje razvito predvsem industrijo, ki je bila nekako žrtev tranzicije, predvsem tekstilna in pa metalno predelovalna, pa kot kaže v zadnjem času konec koncev tudi lesna, kar je povzročilo še dodaten tudi beg možganov, kot je tudi gospa Mojca Špec Potočar omenila. Tako da tudi, ko smo se nekako pogajali še za prejšnjo vlado za te neke posebne razvojne programe za Pokolpje, smo se sklicevali predvsem na primerjavo z Pomurjem, ki v primerjavi z Pokolpjem ima najboljša kmetijska zemljišča v državi, ima bližino Avstrije, kar pomeni, da je v bistvu se dogaja tudi neka prikrita zaposlenost v Avstriji, ima geotermalno vodo in ima konec koncev tudi avtocesto. Se pravi, vse to so neki elementi, ki jih Pokolpje nima in zaradi katerega mislimo, da je prav, da tudi država ne da posebno neka sredstva, ampak nam del teh sredstev, ki jih ni vlagala v to področje, da jih vrne. Do sedaj sta bila objavljena 2 javna razpisa za spodbujanje začetih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na območjih Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Kaj je bil cilj teh razpisov? Cilj je bil predvsem spodbuditi začetne investicije. Predvsem nekako znižati ta vhodni strošek vseh podjetij za investicije, ki bi imele nek vpliv bodisi na zaposlovanje, bodisi na tehnološki razvoj ali pa razvoj turizma. Tako da mislim, da, kot ste že obe kolegici omenili, da sta bila oba razpisa precej uspešno speljana in kot kaže tudi za tretji razpis ogromno povpraševanja. Ta dva razpisa sta bila dovolj široka in mislim, da takšno tudi morate ostati, ker smo področje z majhnim številom gospodarskih družb in moramo izkoristiti vse potencijale, ki jih imamo. Se pravi, vsa podjetja, ki so v teh težkih časih pripravljena in zmožna vlagati, jih moramo podpreti, ne se omejevati na panoge. Preden nadaljujemo, si poglejmo še, kaj o ustreznosti in uspešnosti programa Pokolpje meni Valentin Južnič. To je predsedujoči upravnemu odboru območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, sicer tudi župan občine Kostel. Pa poglejmo, kaj meni o tem in kako ocenjuje oba dosedanja razpisa. Ja, že to, da nas je vlada spoznala to področje za pomoči potrebno, je pohvalno. Seveda pa bo treba to področje reševati tudi iz drugih skladov. Recimo, vemo, da smo infrastrukturno zelo podhranjeni, tako na cestnem, železniškem področju, širokopasovnega omrežja praktično nimamo. Tudi ukvarjamo se z osnovami, problemom električne energije in podobno. Seveda pa ne moremo pri vseh teh zgodbah mimo naše zbirokratiziranosti in bi treba tukaj narediti nekaj olajšav, vključiti mogoče dodatne upravičene stroške, pa recimo, da bi treba v sedanjem času sploh ob bok novim delovnim mestom postaviti še ohranjanje delovnih mest. To ugotavljajo podjetniki od zunaj in od znotraj. Potem vsekakor bi treba dati posebni poudarek področju turizma, vključiti specifiko, ne vem, gozdne koče, zidanice, ki jih druga področja mogoče nimajo. Potrebno je mogoče ustanoviti en podjetniški sklad, kjer bi zapazili uspešne projekte in mogoče iz tega naslova kontinuirano financirali te projekte. Mogoče ne izključevati iz tega področja gostinstva, kajti
mogoče tiste najenostavnejše usluge, kot so storitve, kot so mogoče točenje pijač in podobno. Mogoče tudi za manjše firme znižati strošek prijave, nivo prijave na projekte, mogoče je sedanjih 15 na polovico tega zneska, ali na 8 000, da bi lahko mala mikropodjetja koristila te kredite. Seveda pa poenostaviti in narediti realnejše te razpise v tem, da imamo več časa za kvalitetno prijavo in seveda tudi predvsem pa za izvedbo, ker vemo, da so iz obstoječih razpisov določeni odstopli, ker niso mogli v teh rokih izvesti določenega projekta. Seveda je še nekaj drugih stvari, ki smo jih tudi že v pisni obliki predložili na državno raven. Upam pa, da bo po končanju tega projekta leta 2016 ugotovljeno, da so tudi te projekti bistveno prispevali k razvoju tega našega Pokolpja. Gospa Glavač, kakšno pa je vaše mnenje o rezultatih izvajanja programa Pokolpje? Ja, program Pokolpje je izredno dobrodošel in menim, da so tudi rezultati na začetku dobri. Vendar iz izkušenj in iz pogovorov s podjetniki, ki jih imamo, ocenjujemo, da bi mogoče bilo še neke stvari za dodati oziroma izboljšati ta program, predvsem v tem smislu, kot je že Peter omenil, da ne bi omejevali podjetij, tista, katera lahko se prijavijo na ta razpis. Predvsem na našem območju je bil problem, da je bila zgornja meja za sofinanciranje previsoko zastavljena. Teh 30 000 oziroma 15 000 za sofinancerski del je za nekatera, predvsem mikropodjetja, previsok in ocenjujemo, da bi bilo potrebno ta prag spustiti, da je tudi podjetniku vsak v bistvu nov stroj, nova oprema dobrodošla in da lahko tudi s tem doseže potrebne rezultate. Potem ocenjujemo, da bi mogoče en del sredstev, ki se jih nameni za izobraževanje brezposelnih, tam so zelo velika sredstva na razpolago, namenili za socialno podjetništvo. Na našem območju je precej potreb potem, vidimo tudi programe, vidimo tudi, na katerih področjih bi se dalo delati v okviru socialnega podjetništva, tako da bi mogoče še v to smer izboljšali izvajanje tega programa in dosegli višje rezultate. Drugače pa, tako kot sem rekla, je absolutno ta program potreben, bil v skrajnem času tudi zastavljen, daje že rezultate, vendar bo potrebno še veliko delati na tem, da bomo dejansko dosegli vsi skupaj tisto, kar smo si zastavili. Kot je bilo danes že omenjeno, se pripravlja tretji javni razpis za spodbujanje začetih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v Pokolpju. Gospa Mojca Špec Potočar, kdaj predvidoma bo objavljen in kaj bo vseboval ta razpis? Kot je bilo že veliko rečenega v prvih dveh javnih razpisih, pravzaprav gre za nadaljevanje nekako teh vsebin in seveda tudi izkušenj, ki so jih tisti, ki so se prijavljali, tudi pridobili. In seveda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ves čas bdi in dela na tem področju tudi programa spodbujanja samega Pokolpja, pravzaprav je v pripravi in že aktivno pripravlja. Pričakuje se, da bo nekje konec meseca novembra ta tretji javni razpis za spodbujanje investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, ki bo pravzaprav vseboval nekako podobna izhodišča, kot sta prva dva javna razpisa. In ravno zaradi tega pravzaprav se nam zdi zelo pomembno, da so tisti investitorji, ki so se že prijavljali, da se in vedo, da imajo še potrebe, da se aktivno pripravljajo na ta november oziroma na prihodnji mesec, kjer naj bi bil še tretji javni razpis, da se tudi novi, mladi, začetni podjetniki ali tisti, ki so na začetni poti, razmišljajo aktivno in pripravljajo projektno dokumentacijo, da bi se prijavili na ta javni razpis in seveda, da bi na osnovi izkušenj vsi regionalne agencije, ki koordinira izvajanje, območne razvojne institucije, ki podpirata in ki seveda delata na terenu s temi podjetniki, dejansko, da bi vsi skupaj nekako popeljali te nove investitorje
in seveda tudi spodbudili vse, da se prijavljajo na ta razpis in da to priložnost, ki jo dajajo, te finančne spodbude, neposredne oziroma nepovratna sredstva države, dejansko, da se tudi čim bolje izkoristijo, tako kot so se v prvih dveh razpisih, da bi ciljem, ki smo si jih zadali, šli nasproti. In glede na to, da nekako iz teh prvih dveh javnih razpisov, kot sem že rekla, 227 novih delovnih mest, ki bodo v prihodnjem obdobju, pravzaprav pričakujemo v tem tretjem javnem razpisu dodatna nova delovna mesta in seveda z nakupom zemljišč, z izgradnjo stavb, z nakupom opreme, se pravi strojev, je to dodatna priložnost za podjetnike. In seveda glede na izjave tistih, ki so pravzaprav že kandidirali na ta sredstva, ugotavljamo, da sta prva dva razpisa mogoče tudi bila preveč birokratsko zastavljena, da je veliko papirologije, da se bo v tretjem mogoče tudi kaj poenostavilo, da se bo na izkušnjah in pridobljenih nalogah tudi pripravilo dejansko hitreje pridobilo in seveda, da tudi bo kriterijem zadostovalo preje, kot so si želeli. Torej, mislim, da tretji javni razpis bo še bolj uspešen, se pravi na izkušnjah prvih dveh in seveda z skupnim delovanjem za pripravo delavnic na terenu, s pripravo seveda tudi objavo razpisa vseh nas institucij, ki delamo na tem področju in seveda ministrstva, ter odgovori in vprašanja, ki bodo, ko bo odprt razpis, na voljo tistim, ki želijo vstopiti v ta tretji javni razpis, dejansko se jim približa in ponudi hitrejši in možen razvoj in seveda tudi spodbude. Kaj lahko svetujete podjetjem glede prijave na ta razpis, da bodo lahko čim bolj uspešna? Ja, predvsem da čim prej pripravijo dokumentacijo. Zdaj, obseg dokumentacije je tudi odvisen od višine projekta. Mi smo na voljo vsak dan, da jim na tem področju svetujemo. Ponavadi se zmeraj zadnji teden vsuje ogromno teh povpraševanj, ampak jaz bi rad spodbudil, da čim prej o tem razmišljajo. Predvsem je ta razpis odličen za tiste, ki želijo iti v investicijo in morajo iti v investicijo, pa nimajo sredstev. Verjetno to ni dovolj dober denar za nekoga, ki bi se spomnil, da bi šel v investicijo samo zaradi tega, ker ta razpis je. Je pa, bom rekel, v teh časih, ko je celo kredit težko dobiti, bom rekel, sta sredstva zlata vredna, po mojem mnenju. Izkazalo se je, da v prvih dveh razpisih je prihajalo do določenih problemov pri koriščenju teh sredstev, velikokrat tudi banalnih, recimo, da je dobavitelj stroja, ki se ga je nekdo umislil, šel v stečaj in potem seveda je to ogromno birokracije zdaj zamenja dobavitelja in upam, da se bo to tudi v naslednjih razpisih nekako upoštevalo. Vsekakor pa bi spodbudil čim več podjetnikov. Zaenkrat je povpraševanje v Beli krajini veliko. Ne vemo, na koliko se jih bo na koncu prijavilo, ampak mislim, da kdorkoli ima v mislih investicijo, naj izkoristi ta sredstva. Izteka se programsko obdobje od 2007 do 2013, pripravljate že nov regionalni razvojni program od 2014 do 2020. Kakšno vlogo ima pri tem vaša organizacija? Kako vidite nadaljnji razvoj te regije? Ja, glede na zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki pravzaprav opredeljuje tudi to novo programsko obdobje in nalaga regionalnim razvojnim agencijam, da pripravijo regionalni razvojni program, je pravzaprav zelo pomembna naloga, da za obdobje 7 let pripravimo čim širšo paleto programa in projektov, ki pravzaprav zaokrožujejo vso celoto, od investicij do socialnega področja in seveda tudi do infrastrukture, ceste, prometa in opremljanje samih poslovnih con. Torej, gre za to, da spodbujamo dejansko in da poiščemo partnerje iz okolja, ki bi pomagali, ki bodo sodelovali v tem pripravi regionalnega razvojnega programa, seveda skupaj z župani vseh 21 občin in seveda, da približamo cilje tako na državni ravni kot na lokalni ravni. Torej, uskladiti ves nabor potreb in želja, seveda pa je programsko območje oziroma problemsko območje, ki ga imamo Pokolpje, ena od zelo pomembnih področij, ki bo v novem regionalnem razvojnem programu in seveda pravzaprav gre tudi za to, da se projekti in načrt in program razvoja tega območja pravzaprav vtke v novo regionalni razvojni program.
Torej, moram reči, da je z področja okolja veliko odziva, da se že posamezni partnerji, to se pravi nevladne organizacije, javni sektor in zasebni sektor, ki sodeluje kot tripartitno v tem novem programskem obdobju in bo zelo močan akter razvoja regije, seveda skrbel za to, da bo program tako skladen, da bo omogočal manj razvitim območjem hitrejši razvoj in seveda enakomeren razvoj v sami regiji Vzhodna Slovenija. Imamo pa veselje, da pravzaprav lahko naše gospodarstvo še dokaj močno v okviru cele regije, da lahko krepimo, seveda pa s temi dodatnimi finančnimi spodbudami dejansko zaokrožimo novo paleto projektov in seveda močan, dober regionalni razvojni program. Kje pa lahko podjetniki oziroma vsi zainteresirani izvedo kaj več o tem programu Pokolpje, o razpisih? Ja, kaj več lahko seveda, kot sem že omenila, tudi na vseh naših spletnih straneh, Regionalna razvojna agencija in vseh območnih razvojnih institucij podpornih, na RC Kočevje Ribnica, na spletni strani Rica Bela krajina in seveda tudi na straneh ministrstva. Kar se tiče same regije Vzhodna Slovenija, pa na vseh teh naših spletnih straneh in seveda tudi kontaktne osebe, ki so navedene na spletni strani Pokolpja, kdor želi, investitorji, ki bi želeli iti v območje 7 občin Pokolpja ali pa tisti, ki že tam delajo, seveda pa imajo spletno stran in tam lahko tudi najdejo te informacije in se oglasijo tudi osebno pri nas. Za konec še sklepna misel od vsakega, mogoče vi najprej program Pokolpje. Ja, ko je direktorica Razvojnega centra Novo mesto govorila o regionalnem razvojnem programu, sem imela v mislih slogan sedanjega regionalnega razvojnega programa Regija enakih možnosti. To si želimo in ocenjujem, da ta program Pokolpje nam daje eno možnost in priložnost, da to hitreje dosežemo. Gospod Črnič. Jaz bi rekel, da s tem programom Pokolpje nekako predvideno je, da bi pridobili 400 delovnih mest v 5 letih. Mislim, da zato za Belo krajino zaradi odhoda Sekopa ne bo dovolj in da aktivno delamo na privabljanju tujih investitorjev, ki naj bi to luknjo, ki jo bo odhod Sekopa povzročil, zapolnili. Ja, razvojna specializacija regije, ki jo je treba opredeliti tudi v novem regionalnem razvojnem programu, pravzaprav ponuja priložnosti in seveda tudi možnosti Pokolpju, vsem problemskim območjem in seveda regija kot taka bo postala in prepričana sem, da bo postala še močnejša in krepkejša in seveda z ustvarjanjem novih delovnih mest tudi dosegla tisto raven, ki si jo Slovenija želi in seveda tudi ponesla marsikatero investicijo navzven. Hvala vam vsem trem za obisk v našem studiu. Žal se je naš čas iztekel. Hvala tudi za vsa pojasnila. Hvala vam. Ja. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala, da ste bili z nami.